Lepo pozdravljeni v oddaji Eno jabolko na dan. Z mano v studiu je danes ponovno doktorica Maja Kolarevič iz Inštituta Anahata, praktikantka ajurvedskih metod, terapevtka in doktorica znanosti. Danes se bova posvetili bolj praktičnemu delu ajurvede, v bistvu ajurvedskim terapijam, imenovanim samomasaža marma točk. V bistvu poskusile bomo naše gledalce izobraziti o tem, kako si lahko sami pomagajo s samomasažo teh pomembnih točk, ki jih imenuje ajurveda marma točke. Zdaj, če začneva pri začetku ponovno, čeprav so prejšnjič že nekaj povedali o tem, bi te prosila, če nam ponovno poveš, kaj so to marma točke, kaj to pravzaprav je. Marma točke so v bistvu del ajurvedske kirurgije. V bistvu so to zelo pomembne, vitalne točke, ki jih je v bistvu Sušruta popisal in jih tudi lociral, zato ker so tako pomembne, se morajo recimo pri samih kirurških posegih dobro zavarovati. Zdaj same marma točke so del vedske kulture. Najprej so se v bistvu uporabljale v te vojaške namene za bojevanje, pri lokostrelstvu, rokoborbi in boksu, zato ker lahko z določenimi marma točkami v bistvu onesposobimo nasprotnika. Torej, to so šibke točke tudi med drugim. Tako. Predvsem recimo sapnik, srce, moda, to lahko z sunkovitim udarcem v ta področja pride tudi do smrti. Zato tudi v sanskrtu beseda mar pomeni tudi ubiti. In dolgo časa so v bistvu služile temu, kasneje pa so v bistvu jih popisali in približali tudi ljudem, da bi nekako zmanjšali vire trpljenj, bolezni, neravnovesij, s katerimi so se pač ljudje soočali, in hkrati v bistvu to je tudi močna podpora ljudem, ki se ukvarjajo z nekimi pomagalnimi, humanitarnimi dejavnostmi. Torej, v osnovi je šlo za točke locirane v telesu, s katerimi si lahko poškodoval sovražnika. In najbrž so takrat tudi odkrili, da lahko z njihovo stimulacijo zdravijo. To se pravi, vojščaki so bili lahko ranjeni, hkrati so pa preko njih lahko tudi zdravili, če prav razumem. Tako, ja. Prvo v začetku je bilo to znanje bolj skrito, bolj kralj in služabniki so mogoče vedeli za to znanje, potem pa se je v bistvu preneslo med ljudi. V širšo prakso je že. Tako. Torej, to so določene, koliko je teh točk na telesu? 117. 117. Sicer se večinoma pojavlja številka 108, zato ker je tudi neko število točk namenjeno samo samostimulaciji. So v bistvu na takih intimnih predelih, da se terapevti tega ne dotikajo. Lahko stranki rečemo, da si sama stimulira ob našem vodenju, ne izvajamo pa jih sami, ne. Torej, kako delujejo torej te točke? Zadnjič sva povedali, da stimulirajo tudi določene kemijske procese v telesu. Kaj še? V bistvu imajo marma točke zelo širok spekter delovanja. V bistvu so locirane na mestih, kjer so mesta bogata z živci, tako da v bistvu uravnovešajo živčni sistem, v bistvu uravnovešajo neravnovesje dož, uravnovešajo tri možganske energije v možganih, to so gune, o katerih zadnjič nismo uspeli povedati. Kaj torej to je guna? Gune so torej te tri principi, ki so
oziroma 3 energije, ki vladajo v možganih, sattva, raja, tamas. Sattva je pač ta sila miru, harmonije, sočutja, ljubezni. Raja je ta gonilna sila, strasti, delovanja, akcije. Torej, da pač mi opravimo recimo neko delo. Tamas je pa bolj energija stagnacije, nevednosti, torej takrat, ko se pač moramo ustaviti. Zdaj, idealno je pač biti v stanju, satvičnem stanju in tudi povečevanje te satvične energije pač skozi prehrano, skozi duhovno prakso uravnavamo in zmanjšujemo prisotnost te raja energije in tamas energije. Rajastična energija, kadar prevladuje v možganih, takrat smo zelo raztreseni, hiperaktivni, pritožujemo se nad nenehnimi misli, razburjeni. Kadar pa vlada tamas, smo pa tako bolj take depresivne, apatični, težke, apatija. Tako. In s tem, pravzaprav, marma točke so točke, ki jih preko stimulacije lahko uravnavajo te 3 energije. Tako. In hkrati tudi 3 tipe doš, o katerih smo govorili prejšnjič. Tako. Torej, to so nekakšna stikala, pravzaprav bi lahko rekli, preko katerih stimuliramo določene procese v telesu. Ti se v bistvu v svoji praksi ukvarjaš z masažo, pri njej uporabljaš pač marma točke tudi. Ja. Na kakšen način to torej deluje? Na kakšen način poteka ta samostimulacija oziroma stimulacija strani terapevta? Zdaj pač lahko v bistvu se preko dotika ali pritisnemo na določeno točko in je zdaj spet razlika med marma terapijo in marma masažo. Pri marma terapiji je potrebno res znanje ajurvede, da ti v bistvu uravnovešaš doše. Ker recimo, kadar se stimulira v smeri urnega kazalca, umirjamo mi vata in kapa stanja, ampak vznemirjamo pita stanja. Obratno, torej v nasprotni smeri, mirimo in manjšamo pita došo, vznemirjamo pa vato in kapa došo. Tako da pač, zato ker pri došah, vsaka doša ima še 5 podtipov. In tukaj je pač potrebno bistveno večjo znanje, da boš zdaj ti samo preko marma terapije v bistvu popravljal neka neravnovesja ali neka stanja z marmo. Pri marma masaži pa se v bistvu gre, da ti lahko v bistvu pritisneš in sploh ne masiraš v nobeno stran, kadar pa masiraš, pa v bistvu toliko časa, koliko masiraš najprej v smeri urnega kazalca, recimo 30 sekund, še to isto ponoviš v nasprotno smer 30 sekund in v bistvu potem zbalansiraš vse tri doše. Torej, ti si izdala tudi 2 knjigi, ki opisujeta prav marma točke in njihovo stimulacijo. Si nam lahko pokažeš? Ja, najprej sem v bistvu zapisala ajurvedske marma točke glave, obraza in vratu. V bistvu tudi bolj podrobno popisala te principe in teh 5 podtipov posamezne doše. Šla malo skozi zgodovino ajurvede, ker v bistvu marma terapija tudi uravnava vseh 7 telesnih tkiv, ki jih ajurveda prepoznava, potem v bistvu tudi uravnava 14 velikih kanalov v telesu. In tukaj je v bistvu tudi zapisana ta zgodovina marma točk, mehanizmi delovanja in pač tudi kako so klasificirane, ne. Eno od poglavij so tudi tehnike, ker pač poleg pritiska poznamo tudi, ne vem, da se mesto dobro naolji, na določeno marma točko lahko nanesemo tudi določene zeliščne paste.
lahko se jih tudi vleče, ščipa, drgne, pač so različne tehnike stimulacije. Različne manualne tehnike. Tako. In v bistvu v prvem delu so tudi navodila za izvajalce marma terapije in pa tudi eno majhno poglavje, kako se lotiti samostimulacije teh točk. Preko marma točk, pokaži nam naprej, samo da bomo videli, Okay. To je ta prva, ne? Glava, obraz in vrat. Ja, tu je popisanih v bistvu 47 točk. Vsaka točka je zelo podrobno razčlenjena od nekega širšega pomena, ki se lahko tudi navezuje na neko hindujsko tradicijo, na jogijsko tradicijo, dokler je marma točka locirana pač z anatomskimi prikazi, kako je povezana z podtipi dož in kakšno je njeno delovanje. Zato, ker marma točke imajo delovanje ne samo na mestu, ampak tudi stran od se pravi, te točke. Po nekem energetskem kanalu, ali kako to razumejo? V bistvu se prenese preko živčnih poti te informacije do možganov, in od možganov gre potem v določen del telesa, ker je delovanje in povezanost posamezne točke lahko tudi stran. Razumem. Torej, marma točko se uporablja tudi za diagnostiko. Tako. Kako pa to poteka? V bistvu, kadar ti pritisneš na točko, je lahko prisotna bolečina. In v bistvu ta bolečina je nekako pokazatelj, da je na tistem mestu neka oslabljenost ali neko neravnovesje ali neka nečistost ali pa neka blokada. In preko tega se potem vidi, kje so blokade, kje so neravnovesja v telesu ali v določenem tkivu ali v določenem organu. To tudi ti uporabljaš pri svojem delu, torej na tak način. Tako. Pri katerih stanjih si recimo lahko sami pomagamo z marma ter samo masažo? Ja, v bistvu kar pri veliko stanj, predvsem zato, ker imajo marma terapije tudi, marma točke, ta mehanizem lajšanja bolečine in v bistvu razstrupljanja. In recimo sploh, kadar so neka bolečina, ne vem, glavobol, bolečina v vratu, v zgornjih okončinah, spodnjih okončinah, ne vem, pri zobobolu. V glavnem ima zelo širok spekter delovanj. Res pa je, da mogoče ne moremo čisto vseh točk, predvsem te, ki so na hrbtu. Tu je potem potrebna mogoče malo večja fleksibilnost posameznikovega telesa, da recimo lahko doseže tudi te točke, ki so tukaj na 3., 4., 5. prsnem vretencu. Ja, seveda, ja. To je lahko se pa mobilnost potrebna tudi, ja. Tako. Dobra. Te mogoče lahko tudi se stimulira z dihanjem v prsni koš, da se ga močno razteza in krči. Drugače pa je dobra alternativa temu joga. Joga položaji v bistvu že naravno stimulirajo kar veliko količino marma točk. No, za danes so si izbrali nekaj simptomov, ki si jih lahko ljudje lajšamo z samo masažo marma točki, pa jih boš tudi pokazala. In ker smo zadnjič govorili predvsem o depresiji, ki je pravzaprav velikokrat tudi podlaga za marsikatero drugo bolezensko stanje, predhodi temu pa pravzaprav stres, ki smo mu podvrženi v vsakodnevnem življenju. Si bomo najprej pogledali najbrž teh nekaj točk, s katerimi si lahko pomagamo pri kakšnih stresih, pri stresnih obdobjih ali pa v stresnih trenutkih, ko smo razburjeni in podobno. Torej, nam lahko
prikažeš, pokažeš, kako si lahko v takih stanjih pomagamo? Ja. Zdaj pač zato sem tudi izdala najprej prvo knjigo, ki se veže samo pač na glavo, vrat in ramena. To so v bistvu področja, ki so najbolj izpostavljena stresu. Zdaj, zelo pomembne so te 3 točke na vrhu glave. Zdaj, kako najti pravilno lokacijo, kje so. Postavimo začetek dlani nad mesto med obrvmi. Lepo na sredino. In kjer sredinec doseže točko na vrhu glave, je prva zelo pomembna marma točka. Zdaj lahko, alternativa temu je 10 prstov od točke med obrvmi. Si damo. In isto tako dosežemo to prvo točko. Lahko pa vlečemo linijo od vrha ušesa navzgor. Vedno je, kadar se lotimo tega, dajmo se najprej umiriti. Neko okolje, mirno, varno okolje. In je najboljše preko dihanja se umiriti in se povezati v bistvu samim z sabo. Sicer bo to tudi imajo vpliv, ampak največji vpliv je, kadar se najprej mi malo umirimo preko dihanja in ozavestimo mogoče samo skozi dih in vizualizacijo, katere točke bomo stimulirali. Občutke v telesu, ne, najbrž tudi. Ja. In ko postavimo, lepo pritisnemo. Vedno, kadar stimuliramo točke, je fino, da je naš hrbet lepo poravnan, da energija lepo teče. Zdaj lahko izberemo poljubni prst, lahko z sredincem ali pa še najboljše z palcem. In ko se umirimo, zapremo oči in v bistvu lahko držimo samo pritisk. Lahko pa še boljše pa je, da masiramo na mestu najprej vsaj 30 sekund v smeri urinega kazalca in 30 sekund v nasprotni smeri urinega kazalca. Lahko tudi samo tapkamo. Okay. In kadar smo na tej prvi točki, potem vzamemo 2 prsta, gledamo, kjer je členek. Prinesemo ta 2 prsta pred prstom, ki že stoji na tej točki, in tukaj je naša naslednja točka. Tudi vedno si pogledamo, če smo lepo na sredini. In isto tukaj stimuliramo. Vsaka točka je fino, da je stimulirana vsaj 1 minuto. To je skoraj nujno. Če je neko večje neravnovesje, tako bomo sami občutili, ali se nam zbuja neka bolečina, potem je fino, da tudi podaljšamo. Vsaj na 2. Torej, treba biti pozoren, kakšni so občutki v telesu. To je čas, kadar se posvetimo sami sebi. In od tukaj 4 prsti postavimo pred točko in gremo nazaj. Pred to drugo točko. Tako, to drugo. In gremo nazaj. In isto pogledamo, če smo lepo na sredini v liniji. In že tu bomo v bistvu občutili res to olajšanje tega pritiska v lobanji. Prevelikega vznemirjenja. Tako, kadar pač, ko smo mi v umu, je vse to bolj napeto. In tu se že potem občuti olajšava. Naslednjo, katera področje je zelo izpostavljeno stresu in hiperaktivnemu umu, prekomernih misli in pač tega sodobnega življenja, so v bistvu te točke nad obrvmi. Zdaj, fino je, da se postavimo tukaj v tak položaj, da še vedno imamo lepo izravnan hrbet in palce naslonimo na začetek obrvi in v bistvu potem vso težo glave spustimo na ta 2 palca. In v bistvu isto masiramo, ampak tukaj se bo zgodilo, da bo en prst šel v eno smer, drug pa v drugo.
to ni nič narobe. Isto tu masiramo 30 sekund v eni smeri in potem obratno. Torej na poziciji začetka obrvi, bi rekli. Tako. In pač palec uporabimo, zato ker marma točke so direkt nad obrvmi 3 in pod obrvmi 3. Ampak palec v bistvu lahko obsega oziroma pokrije in zgornjo in spodnjo. In v bistvu sočasno stimuliramo zgornjo in spodnjo marma točko. Potem se od tukaj premaknemo na sredino obrvi. Zdaj kako, kadar imamo mi oči zaprte, in pogled naravnost, kjer prije beločnica oziroma oko, Zrklo, ja. tako, samo vlečemo navzgor, na obrvi. In spet tukaj probamo lahko z palcem, da spet pokrijemo zgornjo in spodnjo, spet naslonimo in težo spustimo na palce. Mogoče pokaži še, ko si dvignjena, tako da se vidi. Tako, ja. Torej najprej začnemo pri začetku obrvi in potem se na sredino in od tukaj se v bistvu pomaknemo, če lepo potujemo po obrveh, pridemo v eno tako jamico. In potem tukaj se spet postavimo v vzravnano stanje in pritisnemo. In tudi tukaj masiramo najprej v eno stran in nato še v drugo stran. 30 sekund. Vsaj. Vsaj. Tako da potem je posamezna marma točka stimulirana vsaj 1 minuto. Lahko pa tudi stisnemo z palcem in kazalcem obrvi skupaj in v bistvu ščipamo po vsem tem področju do te točke v vdolbinici. Pač to pa se ne more ščipati, se v bistvu samo pritisne. In v bistvu se čutimo, kako se v bistvu umirjamo, sproščamo in v bistvu čutimo to relaksacijo in po celotnem telesu. Zato, ker tudi vse te točke, ki so tu, so povezane na tej strani z eno stranjo telesa in na drugo. Tako da recimo te točke na tej strani so povezane tudi z jetri, z debelim črevesom in pa tudi recimo z desnim jajčnikom. Tako da lahko potem tudi čutimo, če je mogoče, ki je na tej poti neko neravnovesje, mogoče kakšno nelagodje, če ne pa samo čutimo pretok. Zato, ker smo te poti zdaj malo zrahljali in je lep, boljši pretok skozi ta del. Te točke, ki si jih zdaj opisala, najbrž služijo lahko tudi, oziroma simulacija teh točk služi tudi pri glavobolu. Ali ne? Ali so potem druge? Imaš še kakšne druge na zalogi? Vedno, kadar je glavobol, najprej pritisnemo na to točko na vrhu. Potem pa je odvisno, ali imamo ta frontalni glavobol, potem vzamemo en prst nad obrvmi in stimuliramo tole točko. Ajna, tretje oko. Isto krožimo najprej v smeri urinega kazalca, vsaj 30 sekund in nato v drugo smer 30 sekund. Kadar gre za očesni glavobol, pritisnemo to točko tukaj na začetku korena nosu. In isto tako stimuliramo. Kadar gre se za glavobol na sencah, pritisnemo potem to točko, ki sem jo že pokazala. Sencih, ja. Če gre za sinusni glavobol, potujemo v ta utor nosni in stisnemo tukaj. In stimuliramo. Tako. Tukaj. Ja. Torej, te točke so prav posebej specifične za pomoč pri glavobolu. In Tako.
odpravljanju stresa oziroma umirjanju celotnega V bistvu telesa. se umirjajo vsi ti možganski tokovi, umirja se živčni sistem, ker pač na glavi je največ živcev in pač z ustrezno ali masažo glave ali stimulacijo teh točk v bistvu zrahljamo tudi te napete žile, ki so pač pri stresu, obremenitvah, kot da so na fitnessu, ne? Jih zrelaksiramo. No, eden od simptomov recimo anksioznosti so tudi težave z mehurjem, sploh pri ženskah, ne? Pa so rekli, da bova pokazali tudi to, da boš pokazala tudi na kakšen način si lahko ženske pomagamo pri vnetju mehurja oziroma teh pač težavah z mehurjem, ki so velikokrat posledica stresa. Ja, stresa in tesnobe oziroma strahu, ne? Ker je pač tesnoba, strah je prizadane te sistem izločanja, ne? Ledvice, mehur, ne? Tukaj pa pridemo, ker je vrh medenice, ker so te dve kosti, ki ponavadi štrlita ven. Medenične kosti, ja. Tako. In od tukaj peljemo z palcem linijo proti sredini, centru telesa. Trebuha. Trebuščka, tako. In ker potem pridemo skupaj z palci, je to točka. Točka mehurja. Tako. In v tem stanju je potem najbolje, da ležimo. Ležimo in res sprostimo telo in predvsem cel ta abdominalni reproduktivni predel. Tukaj je najboljše, da se vležemo in damo noge v metulja. To je, da prideta stopali skupaj. In kolena narazen. In kolena narazen. Vsak na svojo stran. Tako. In lahko najprej samo položimo dlan na dlan in naredimo najprej par globokih vdihov in izdihov, tako da res sprostimo to celotno področje. In potem pritisnemo, torej vlečemo linijo iz začetka te medenične kosti, pritisnemo in najboljše pač masirati minuto v eno stran in minuto v drugo stran. In od tu se potem premaknemo malo navzdol na začetek sramne kosti. Torej ne direkt na kost, ampak točno pred kostjo, torej isto v tej sredinski liniji. Pod popkom, ja. Pod popkom in isto masiramo najprej v desno stran in nato v levo stran. To sta dve, s katerimi si lahko pomagamo pri mehurju. Ja, ki so recimo tukaj najbolj dostopne. Drugače so tudi pod, če vlečemo to gubo pod kolenom in to gubo, ki je pod zadnjico. Sicer mogoče je to za nekoga malo težje točno zlocirati. Ja. Pridemo najprej na sredino tega predela in malo pokaži, prosim, na drugi nogi, ker kamera ne ujame na tisti. Torej, če gledamo ta del, najdemo najprej sredino in potem se za en prst premaknemo gor. In potem lahko pač si z prstom pritisnemo in položimo stegno nazaj. In isto tukaj masiramo. In pa direkt pod kolenom, na sredini te gube. Zdaj za same ledvice, sicer glavna marma točka za ledvice je tukaj od zadaj, kjer se pač konča na prvem ledvenem vretencu. Mogoče to tudi bo za nekoga malo težje samo to izvajati, ampak je alternativa temu, so pa gležnji. Gležnji so povezani z sistemom izločanja, mehurjem, ledvicami. Zato tudi zastaja najbolj voda na Tako gležnjih. in so v bistvu zatečena potem gležnji. Tukaj pa lahko kar z krožnimi gibi masiramo celo področje okrog gležnjev v eno stran in pa v drugo stran. Drugače pa pač v knjigi je lepo opisano, kje sta, če ne pa pač pritisnemo lahko kar hkrati direkt pod gležnjem obe točki
in masiramo. Ja, to je seveda v tej drugi knjigi, v kateri jo nisva še pokazali, to je tale knjiga Ajurvedske marma točke telesa, Tako. V kateri greš od vratu navzdol. Tako. In so v bistvu, je pa pač najbrž precej točk zelo povezanih tudi. Ja. Torej, ja, mehur, še ena stvar je, s katero imamo vsi prej ali slej težave, in to je prebava. Zaradi raznih vzrokov. Stres je pa tudi eden od zelo pomembnih dejavnikov in želodec in črevesje sta kar na udaru. Tako da, kaj narediti, kadar ima človek težave s prebavo, oziroma kako pospešiti ta prebavni ogenj, kot je ajurvedski koncept. Tako, dober agni. Agni. Pač dober prebavni ogenj pomeni dobro prebavo. Kako to stimulirati? Zdaj v bistvu tako, že te točke, ki sem jaz pokazala na glavi, so zelo močne točke, kjer se naš začne umirjati. Naše misli se umirjajo. In že ponavadi pri strankah opazim, že kak prve 3 se pomasirajo, stimulirajo, prebava se začne lepo oglašati. Aha, ja. Ker miren urejena prebava. Nemiren nemirna prebava. Tako da že to, če mi dobro, recimo zvečer, fino pregnetemo celo glavo, si lepo pomasiramo obraz, ne samo, da bomo imeli sijoč obraz, imeli bomo umirjene, lepe misli in pa tudi urejeno prebavo. Zdaj, če bi hoteli samo na glavi, je ta točka pod nosom. Ta žlebiček. Ta žlebiček, ne na zobke, ampak na dlesen. In isto, v eno smer, drugo. Drugače pa glavna marma točka za prebavo je popek. Nabi. Seveda, ja. In od tu, v bistvu, če rišemo od teh medeničnih kosti, pa do sredine tega rebernega dela, take kvadrante. Ja, diagonale, da moramo. Diagonale. Ta je pač glavna, drugače pa začnemo prvo v tem kvadrantu, v tem in tem. Ampak to lahko samo, recimo, se spet damo v pozicijo ležečo, nogice skupaj, odpremo kolena in lahko uporabimo, je fino, če masiramo trebušček, da uporabimo kakšno olje, če ne bo pač malo težje. In lepo masiramo po teh zunanjih nabi marmah v smeri urinega kazalca. Pa recimo naredimo kakih 10 krogov in končamo z pritiskom v popek. Gremo kar globoko noter. Koliko globoko, ja? Ker tam je precej občutljivo področje in če dovolj pritisneš, to sem že poskusila, začutiš prav pač veno spodaj, ne? Tako. Tako da do tega občutka? Tako. Greš kar globoko v popek. To zna biti neprijetno tudi. Sploh, če je kakšno neravnovesje v črevesju, zna biti. Tako da včasih se zgodi, da bi tudi kdo pobegnil iz mize. Ampak potem, kadar je, to je še zelo pomembno, je dihanje ob stimuliranju točk. Globoko, enakomerno dihanje, vdihi in izdihi. Še posebej, kadar je prisotno neravnovesje, neka bolečina, neprijetnost na točki, ki jo stimuliramo. In potem fino pritisnemo noter in masiramo na mestu v smeri urinega kazalca. Torej vrtimo nekako to pa samo v smeri urinega na mestu. Tako, ja. Kot če si tu pokaže, samo na mestu se masira v smeri urinega kazalca. Samo v smeri urinega kazalca? Vsaj minuto. Ker sicer bi upočasnjevali prebavo v bistvu. Tako. In mi pač vse silimo na levo stran v izločanje. Sej tukaj me zanima še, koliko močni morajo biti te pritiski tudi na drugih točkah.
Najbrž ne do bolečine ali ja do bolečine. Kako to uravnava nekdo, ki pač si proba sam pomagati? Zdaj je spet odvisno, kakšna je naša primarna konstitucija. Zdaj je tisti, ki so bolj vata, so malo bolj občutljivi na bolečino. Zanimivo. Ja. Zdaj, pita posamezniki so nekje tu vmes. Medtem ko kapa, pač ravno zaradi teh stabilnega zemeljskega elementa, to je najbolj močna, psihično in fizično najbolj močna konstitucija. Se pravi, visok prag bolečine. Tako, tako. Seveda pač malo vidimo sami, koliko nam je, ne vem, pritisk prijeten ali neprijeten. Ampak zdaj pač, če želimo razrešiti neko blokado, ne moremo ful nežno pritisniti in pričakovati potem čudeže. Potem se že po nekem času se v bistvu ta bolečina začne umirjati, pojenjati. Če ne je mogoče alternativa tudi tapkanje, kot si že prej omenila? Tako, lahko tudi, ja, po glavi recimo lahko tudi tapkamo. To so taki enakomerni, sunkoviti udarci. A ja, tam, kjer je kost, lahko v bistvu tapkamo. Tako. Če je pa mehko, pa je potrebno pritisniti, tam, kjer so mehka tkiva, ne? Ja, tukaj na popku bo težko samo z tapkanjem, ne. Zdaj pa ja, marma točke so v bistvu locirane na arterijah, venah, tetivah, kosteh, mišicah in sklepih. Zdaj, recimo tukaj, ko smo bili zdaj na lobanje, tu je lahko močnejši pritisk na kost. Tudi tukaj po arkadi, ne. Zdaj tukaj, tudi na sencah je malo močnejši pritisk, ne pa zdaj z vso močjo. Ja, tu se hitro tudi čuti, da ne bo v redu, če premočno pritisne. Tako. Zdaj, zelo občutljive so recimo marme tukaj na prsnem košu. Tukaj pač malo lažji pritisk se izvaja, kar je tudi v bistvu pri vsaki točki pojasnjeno v knjigah, v obeh knjigah, kdaj malo močnejši, kdaj pa malo manj. Super. Nič, zdaj bomo mogli začeti pač to prakticirati, da vidimo, kako si lahko sami pomagamo. Tako, ja. Koliko pogosto lahko človek porablja to samomasažo? To je neomejeno. To lahko se prakticira oziroma izvaja vsak dan, zato ker marma točke ne da imajo samo pač ta vpliv na fizični aspekt telesa, v bistvu so tudi zelo pomembne točke pri duhovnem razvoju, pri dvigovanju recimo in razvoju naše zavesti. In je v bistvu lahko to pripomoček k našemu hitrejšemu razvoju. Tako. Se pravi tudi čustvenem. Ja, ker v bistvu stimulacija marma točk tudi umirja misli in čisti in uravnoveša vsa čustvena stanja. Tako da lahko se uporablja, mislim, ni omejena. Zdaj seveda, če pa je prisotno neko neravnovesje, neki simptomi, se definitivno izvaja toliko časa, dokler simptomi ne izzvenijo. No, še eno stvar sem morda pozabila, oziroma sem jaz ti pozabila vprašati. Še eno stanje je, ki je zelo pogosto, sploh pri ženskah, menstrualni krči. Imaš kakšen odgovor na to, na katere točke si pritisni, da si pomagajo ženske pri teh močnih menstrualnih krčih? Zdaj, dosti točk deluje na več stvarih hkrati. Tako da to, kar smo pokazali pri mehurju, torej, da vlečemo to linijo od začetka medenične kosti, ta točka in predvsem ta, ki je nad sramno kostjo. Ta tretja, ki pa se uporablja samo za samostimulacijo, je pa direkt na bradavičkah. Si ženska pritisne
na obe bradavici in isto masira najprej v eno smer in najprej v drugo smer. Ampak tukaj recimo to je pač je mehko tkivo, tukaj ne pritiskamo Grobo. grobo. Ja, Tako. Se pravi, občutek pač predvsem do svojega telesa in do tega, kar človek čuti v tistem trenutku. Je pa res, da pač menstrualni krči so povezani z prekomernim stresom, z Torej bo čustveno obremenitvijo. To je vse Torej bodo je. vse te točke, ki si jih omenila, pravzaprav koristile Tako, za odpravo. zdaj, če mi recimo na vsakodnevni ravni delamo na tem, da umirjamo, čistimo misli, čustva, bo tudi teh menstrualnih krčev manj. Je pa res, da tudi sami moramo malo videti, ker pač ženske danes smo tudi preveč gremo v moško energijo in hočemo biti enako močne in tekmovalne kot moški in se v bistvu to odraža tudi na teh bolečih menstruacijah. Na različnih, ja. Ker to pomeni, kadar imamo bolečine, menstrualne bolečine, pomeni, da smo v tem mesecu nakopičili kar nekega stresa in nečistoč. In zato pač boli. Načeloma ne bi smelo. Ja, nažalost pa Samo kar pač sodoben zelo malo način žensk je takih, da jih ne. terja tudi Ja. svoj davek pri vseh. Je v Indiji tudi to menstrualna bolečina tako razširjena ali drugače procesirajo tam ženske te neke življenjski stili so hkrati podobni, hkrati pa tudi ne, tako zato te sprašujem. Ja, zdaj tradicionalno recimo je bila takrat ženska razrešena obveznosti. Zato, ker kao se čisti nečistoči iz telesa, potem recimo ni smela biti v kuhinji in kuhati kosila. Je prevzel, ne vem, nekdo drug. Obstaja neke redke države v Indiji, kjer je ženska upravičena do dela in lahko ostane doma prve 3 dni. Zato, ker je to mesečno očiščenje in se moraš posvetiti temu. No, saj zdaj tudi v Evropi počasi uvajamo to, oziroma uvajajo nekateri, v Španiji so že uvedli možnost, da ženska vzame 2 dni dopusta bolniškega, ko ima menstruacijo. Tako da ja, no, nekako se ta vednost le širi, da ni to glih čist brez veze, da nismo v vseh dnevih cikla enako produktivne. Ampak ne bomo se poglabljali zdaj v to temo. V bistvu bomo zaključili za danes ta del predstavitve Marma točk. V bistvu gledalci lahko si doma poskusite, če imate kakšne težave, tudi če jih nimate. Bomo pa zdaj uvedli nov kotiček v oddaji Eno jabolko na dan in sicer to bo zeliščni kotiček. Tako, smo nazaj in nova rubrika Zeliščni kotiček. V zeliščnem kotičku mi bo vsak gost oziroma gostja izbral zelišče 2, morda tudi 3, bomo videli odvisno od gosta, ki jih bomo predstavili, njihovo delovanje, kako gost, ki se ukvarja z določenimi metodami, to zelišče uporablja. In danes je Maja izbrala kar 3 zelišča, oziroma eno ni zelišče, boš tudi povedala, zakaj. Torej, prva stvar, ki smo jo izbrale, je sezamovo olje. Boste rekli, ni zelišče, v bistvu tema zelišče je zelo, zelo raznolika. Se pravi, rastline oziroma njihovi derivati, ki jih uporabljamo v čim manj predelani obliki. Torej, sezamovo olje je zelo uporabljeno olje v ajurvedi, tako pri masažah in pri samopomoči, tako pri hrani. Bom kar tebi prepustila besedo, da poveš kaj več o njem, o tem dragocenem olju. Ja, v bistvu sezamovo olje je osnova vseh ajurvedskih olj. V bistvu se teži k temu, da človek se vsakodnevno samo zmasira. In pri tem uporablja toplo sezamovo olje, ki ima zelo antistresen učinek, zelo dobro podmazuje
tkiva, sklepe, tonira mišice in v bistvu na nek način ima tudi razstrupljevalni učinek. Torej lahko se uporablja pri dnevni samomasaži, sicer tukaj je treba biti malo pozoren, ker predvsem pomirja vata došo, torej živce, živčni sistem. Ampak kadar je v telesu prisotna povišana pita, torej preveč ognja, je odsvetovano, ker je sezamovo olje ogrevalno. Aha, ja. In tudi kadar je povišana kapa doša, preveč teže, se tudi odsvetuje. Drugače pa je zelo vsestransko pač uporabno, tako za notranje kot zunanje oljenje. Verjetno so gledalci slišali za prežvekovanje olja. Ja. Tukaj se uporablja torej sezamovo olje in v bistvu študije so tudi pokazale, da neverjetno čisti bakterije v ustni votlini in ima zelo pač ta razstrupljevalni efekt. Da poveva za gledalce, to gre v bistvu za žvrkljanje olja pri nas. Ja. Mislim, da ta termin uporablja. Aha, in gre za to, da ne vem, eno žlico olja damo v usta in ga prežvekujemo Koliko časa? nekaj minut. Nekaj minut. Nekaj minut in potem to tudi izpljunemo. Na koncu. Ker je potem to polno teh nečistoč, ki so po noči prišle na površino jezika in v samo ustno dlesni. votlino. Torej, to gre za to, najboljše to izvajati zjutraj. Tako, ja, žvrkljanje definitivno zjutraj, ja. Potem je uporabno v kulinariki, seveda to več ali manj poznamo, no. No. Zakaj ga ti recimo še priporočaš? Jaz ga v bistvu pretežno uporabljam pri svojih kopelih, sprostitvenih kopelih, tako da dam 5 velikih žlic sezamovega olja v toplo banjo in se v tem okopam, se vsa zmasiram, pregnetem, zato ker ima tudi to sposobnost, da v bistvu razstruplja povrhnjico in vleče ven strupe. Na drugi strani pa ga uporabljam tudi, kadar so kakšne kožne nepravilnosti, recimo ne vem, kakšni spuščaji, lišaji, eksemi, ampak je fino, da je segreto, ker ima največjo potentnost, kadar je toplo, segreto. Se odpira tudi pore najbrž, če je toplo. Tako, zato ker pač to, recimo sploh pri tej samomasaži, v bistvu prodre noter v pač velika, globoko v tkiva in sili k razstrupljanju, ne. Ker zdaj je tudi čas, spomlad je čas razstrupljanja in to so pač zelo uporabne metode, s katerimi si lahko pomagamo telo očistiti teh zimskih toksinov, ki smo pač z malo težjo prehrano in z manj gibanja tekom zime nakopičili in spomladi je čas, da vse to odvržemo. Ti ga uporabljaš tudi pri masaži strank, se pravi pri tej terapevtski masaži uporabljaš sezamovo olje ali morda tudi kakšno drugo? V bistvu kakor kdaj. Včasih sem tudi imela za osnovo sezamovo olje in potem kombinirala s kakšnimi dodatki eteričnih olj. Zdaj pa v bistvu kupujem tudi ta pač ajurvedska olja, ki so v bistvu že pripravljena in je v bistvu prisotnih več različnih sestavin. Ampak drugače pač sezamovo olje je tipična osnova za vsa ajurvedska olja in predvsem za uravnovešanje vata doše. Super. Dobro, zdaj vemo. Druga
Drugo zelišče oziroma mešanica zelišč, ki so ga izbrali oziroma ki si ga izbrala, je trifala. Tako. Mogoče nekateri že to poznajo, ker se pri nas že trži kot pomagalo pri prebavi. Povej, kaj je ta trifala pravzaprav? Trifala je v bistvu kombinacija 3 sadežev, amalaki, bibitaki pa haritaki. In podpira ta kombinacija teh 3 sadežev vse 3 doše. In je v bistvu to najbolj širše uporabljena ajurvedska zeliščna formula, ki je isto tako ima razstrupljevalni učinek, podpira prebavo, pomaga pri uravnovešanju prebave, v bistvu vzpostavlja zelo zdravo črevesno floro in kot taka tudi pri izgubi telesne teže. Seveda, če pospešuje prebavo, najbrž potem uravnava tudi razgradnjo maščob in tako naprej. Tako. In to po tvojih izkušnjah, recimo, kako se to uporablja? Na kakšen način? Zdaj lahko se uporablja kot v prahu, da si zmešamo v čaj ali pa v toplo vodo, eno slabo malo žličko. Danes se dobi tudi v kapsulah. V Indiji so prav stisnjene take tabletke, da niso v kapsulah. Ponavadi se uporablja zjutraj oziroma 8 do 10 ur, predno je debelo črevo najbolj aktivno. Samo to je pač različno pri posameznikih, tako da nekateri uporabljajo zjutraj, nekateri pred spanjem. Je pa tako, da v bistvu treba malo eksperimentirati, kdaj nam najbolj ustreza. Treba tudi opozoriti na stranske učinke, ki jih potem človek, ki to uživa, doživlja. Recimo, kadar je telo malo bolj obremenjeno z strupi, nam bo že sam okus bil zelo neprijeten že pri uživanju. Sploh, če to zaužijemo v prahu in z vodo. In potem, kadar čez čas uporabe, kadar bo telo že očiščeno, večji del teh strupov, nam bo postajal ta okus bistveno bolj prijeten. Zdaj, učinki pa so različni. Lahko doživljamo glavobole, bolečine v želodcu in pa drisko. Je čisto normalno, da vse to doživljamo, kadar se pač te toksini, ki so bili pač globoko noter v tkivih, začnejo izločati iz telesa, in tudi v času jemanja tega bo na splošno naše izločanje malo bolj ohlapno. Ohlapno v kakšnem smislu? Da ne bo tako kompaktno. Aha, okej. Torej, Mehkejše. Mehkejše. Ni ravno najprimernejše, da se samo za trifalo lotimo nekega kroničnega zaprtja. Ker to je treba že pomoč ajurvedskega zdravnika in to malo drugače pristopiti k saniranju te težave. Odsvetovano je tudi v času nosečnosti in dojenja. In pa tudi sicer so raziskave pokazale, da ni nekih kontraindikacij z drugimi zelišči, ki jih morebiti uživamo, ali pa z zdravili. V bistvu se je najbolj pokazalo pazljivost, kadar jemljemo zdravila za redčenje krvi. Aha, no, to je dobro vedeti, ja. Zato, ker
Imajo neko součinkovanje. Ja, očitno. v bistvu vplivajo na te trombocite, ne? In zato je pač tukaj potreben posvet in nadzor. Tako. Ja. V vsakem primeru pa je tudi fino, da pogleda mogoče kdo, ki ima malo več znanja, kaj je mogoče najboljše za vas, za nas. Tako je, ne? ja. No, tretja stvar, ki smo jo izbrali, oziroma si jo izbrala, ki jo tudi priporočaš mnogo svojim strankam, je pa prekuhana voda. Tako. No, ni ravno zelišče, ampak je pa zelo posebnega... močni terapevtski prijem. V bistvu vse te tri stvari, ki jih danes omenjamo, so zelo razstrupljevalne. Ker je pač smo v tem času ravno, zato sem pač tudi to izbrala. In zdaj recimo prekuhana voda, tukaj ne morete nič zgrešiti ali pa si, ne vem, na doben način nekako škodovati. Razen, če bi jo spili mogoče res preveč, ampak... Ja. Recimo, no, zdaj, če že iščemo ekstremno. Tako, seveda. Ja. Nikoli pa pač v ajurvedi doben ekstrem ni zdrav, ne? Vedno iščemo v življenju neki balans. Zdaj, prekuhana voda je pomembna pač iz dveh vidikov. Eden je ta, da v bistvu z prekuhavanjem izločimo vse nečistoče, ki so, more biti v vodi, in na drugi strani z prekuhavanjem dajemo vodi agni. Povečujemo to ogenj v vodi in v bistvu, ko to potem morda ne pijemo zelo vroče, malo ohladimo, še vedno toplo in pijemo to lepo po žirkih in v bistvu tudi to lepo raztaplja ta toksični lepljivi material v telesu, tako, in daje tudi ogenj telesu in pomaga pri prebavi. Presnovi celotni. Tako, tako. Koliko vode pa spijemo, take vode treba spiti na dan, oziroma je priporočeno spiti na dan? Zdaj tako, zdaj spet tudi, recimo damo zjutraj liter vode na ogenj in pustimo, da ne par prst ali pa 1/3 povre. Aha. In preostalo precedimo skozi gazo, da v bistvu da te ostale nečistoče, ki bojo ostale na dnu lonca, ne zaužijemo in potem to lahko spravimo v kako termovko in lepo po požirkih pijemo preko dneva. To se pravi, to je količina, ki je priporočena. To, kar ostane od 1 litra po prekuhanju. Recimo. Ne več kot to. Tudi, če bomo več in bomo, ne vem, 2 litra samo takšne vode zaužili, tudi ne bo nič narobe. Spet je pa odvisno, kakšna konstitucija smo. Ne? Pri nekih večjih nepravilnosti, neuravnovesjih je pa obratno. V bistvu povremo iz litra vode 7 deci in ohranimo to samo tretjino. Samo tretjino. In to po požirkih. Tako, tako. Dobro, najlepša hvala, Maja. Hvala za povabilo. Malo nam je čas že se začel odštevati, oziroma ga bomo odšteli. Najlepša hvala, gledalci, da ste bili z nami. Pijte vodo, prekuhano, če imate težave, sicer pa ja, hidracija je le najpomembnejša stvar. In se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.